Lepo pozdravljeni. Še enkrat smo se sestali s poročnimi fotografi, z mano sta Aleks Kusič Trbovlj, ki je prejšnjič predstavil, pa Ana Gregorič, fotografinja iz Ljubljane. A ne, Ana, še vedno v Ljubljani, čeprav po si ti Primorka, ne? Zakaj se lažem, ki se čuje, da nisem v Ljubljani? Aleks, ti si pa drugače Trbovlje, ali si tudi kje druge, pa si se pol postavil? Čisto Trbovlje. Čisto Trbovlje. Rojen Trbovlje. Ja, jaz sem pa načeloma tudi iz domžalskih koncev, ker smo vasi, tako da nisem se selila po prelepi Sloveniji. Če malo nadaljujemo od prejšnjič. Prejšnjič smo ostali, da fino je, da pari, preden najemajo poročnega fotografa, pregledajo celotno fotogalerijo od enega poročnega dneva. Gremo malo še tega spomniti, pa še enkrat povejte, zakaj je to fajn, da par vidi celoten dan od enega fotografa, ne samo ni the best of the day. Aleks, boš ti? Može. Evo, prejšnjo pot smo končali, da predlagamo, da se čim večkrat pogledajo v bistvu čim več različnih celih galerij. Zakaj je to dobro? Ker je v bistvu cel dan je toliko sestavljen iz toliko različnih sklopov, da vedno lahko sestavimo galerije, tiste, ki so jih predstavljali mi kot marketing na website, se pravi bodisi na Instagramu, bodisi na kjerkoli socialnem mediju, jih lahko vedno sestavimo tako, da v bistvu pokažemo samo best of. To je lahko, ne vem, 10 best of slik, 20, vemo pa, da v bistvu celoten dan je sestavljen z tolikih različnih scen, da je teh slik pride 1000. In v teh 1000 slikah so različne situacije, dan se spreminja, luč se spreminja, pogoji se spreminjajo, vse drugače. In v bistvu, zakaj je fajn, da se pogleda to, da vidimo, kako je v bistvu kot celota zgleda en dan. A je fotograf zajel vse v pripravah, a je zajel mestni del, a je zajel v bistvu vse iz različnih obredov, bodi si to civilni, bodi si to cerkveni del, a je zajel v bistvu koktejl hour, a je bil v bistvu samo fokusiran bolj na par, a je bil tudi na sorodstvo fokusiran. V bistvu, da se vidi cel tak spekter, kako je poroka izgledala. Ker poroka ni sestavljena samo iz 20 top fotki in je to. Mi delamo v bistvu, vsi fotografi stremimo nekje za tem, da se dela v bistvu galerija, pa v bistvu poroka za naslednjo generacijo, za generacijo, ki pridejo in da kot odprejo knjigo, kot odprejo album, kot odprejo pač nek poročni dan, da doživijo tisti dan, kakor se da pač najbolj skozi fotografije, skozi opisano zgodbo poročnega dne. Tukaj res polagam vsem na srce, da se čim več različnih scen, različnih galerij pogleda z različnih lokacij, tudi fotografi, ki delamo več ali manj na eni in istih lokacijah, se zelo hitro vidi, kako v bistvu sam fotograf pristop. Dajmo reči čisto XY lokacijo, če si, ne vem, 10krat tam, v bistvu se že malo, dajmo reči, malo v narekovajih določeni najejo same lokacije. In v bistvu tle se dobro vidi kreativa, koliko je fotograf sposoben, ker eni so lahko 100krat ali pa 1000krat na eni lokaciji in vsaka poroka drugačna, ker dejansko je. In skozi te slike, ki so res v bistvu jih je res tok 100 in 100, se da zelo dobro videti ta vibe, ta feeling, kako je ta poroka bila. Ana, imaš še kaj za dodati? Jaz sem predvsem ocenjevala tudi na sebi, ker jaz recimo tudi na začetku sem se ful obremenjevala z deli poroke, ki nisem uspela tako kvalitetno pokriti kot recimo romantični del, ker sem ga vedno imela lahko pod nadzorom, časovno si lahko vzel malo več časa za premisliti in tako. In sem vedno gledala poroko kot neko sestavljanko, priprave, first look, obred, žur. In sem v bistvu vedno gledala, kateri del nisem uspela še toliko izpopolniti. In sem pač gradila na temu, zato da nekako obdržiš neko kvaliteto čez celo poroko. Zato, ker slikati poroko ni tako enostavno, da samo vzameš fotoaparat, zbereš kjer objektiv in greš. Ti moraš skozi upoštevati različne svetovne pogoje, time management, stres, utrujenost, vse in v bistvu ne moreš vse vedno nadzirati. Zato recimo, ne vem, sem zelo kmalu ugotovila, da pri žuru
sem želela neko drugo tehniko upeljati, ker mi je bila tista samo z flashom na kameri hitro že dolgočasna. In sem pol začela upeljevati še druge flashe, barvne gele, ko recimo lokacija ni bila tako zanimiva, sem si pol z barvnimi geli pomagala in sem v bistvu tako začela graditi in se predstavljam, da je najbrž dosti pač fotografov, ki obvlada določen del poroke odlično, ostalo pa peša, zato ker ne moreš ti enako narediti toliko različnih stvari, ki se zgodijo na poroki, ne? Ker nekje rabiš umetno luč, nekje rabiš dnevno luč, pač ful je različnih teh tehničnih, pač tehnično je zelo zahtevno. Zato v bistvu je fajn, da pogledaš celotno galerijo, da vidiš, če so ti pač pomembne priprave in če ti pomemben žur, potem moraš vedeti, da so tudi te dve stvari lepo, kvalitetno posnete, ne? Zdaj pa tako, a par lahko sploh zahteva, jaz vem, da so pač ti daljše spletne galerije privat. Zdaj, a par sploh lahko reče fotografu, a lahko jaz vidim neko, se pravi, eno galerijo enega poročnega dneva od določenega para, ki ni javno, tako, ali to ne more sploh, ali lahko samo pokažete tisti, ki pač vidijo na vaši spletni strani. Ana? Če v bistvu gre za neko privatno komunikacijo, itak logično, da mora ostati samo med mano in njimi. Tudi ko pridem na sestanek, pokažem knjige in vzorce in je pač logično, da so to stvari, ki jih moram pokazati, zato sklenem pač naslednji posel. Tako da je treba v bistvu dati, ne vem, recimo disclaimer, da se pač te stvari ostanejo privatne, da pol ne začnejo krožiti okoli. Ali pa se pol spremeni v geslo ali kaj takega, ne? Se pravi, da ima dostop samo določena oseba, ne pa da pol jaz to delim recimo javno na spletu. Zdaj pa še tako, kar tvoj, Aleks. Bi sam še dodal, tle je ta komunikacija s pari, no, večina parov, tisti, ki res hoče ta NDA, se pravi non-disclosure agreement, zelo hitro izrazijo to željo in ponavadi že kar prvi mail, ali pa saj recimo v drugem mailu prije, da ne želijo imeti nikakršne zadeve, da se public. In imamo take, v bistvu, ki samo javno nočejo biti prikazani, se pravi na socialnih omrežjih, na websajtu pa tako naprej. Tisti ponavadi tudi dopuščajo, da lahko pač v privat nekem krogu lahko pokažeš galerijo. Medtem, ko imamo pač eni se pa strinjajo, pa ni noben problem za pokazati. No. Ampak to se bi tudi super navezali na začetni del v sami komunikaciji. No. Da je fajn, ker na začetku to pač razložiti, kako in kaj. No. Ker eni fotografi imajo tudi v bistvu tisti, ki ne pokažejo, ima še pač določen procent cene gor, v primeru, da ne želijo imeti pač za marketing, da jim par dovoljuje. No. To je ena taka umestna stvar. To zdaj, ker si povedal, mogoče pari niso točno razumeli, kaj se povedal, mi pa točno vemo, zakaj se gre. Cena fotografa je recimo, zdaj banalne številke, jaz imam vedno rada banalne, zato da lažje računam, je recimo 1000 evrov, recimo. Potem bomo pa rekli, ok, fotograf bo rekel, ker tega nočete objaviti, bo cena 1200, recimo. Ja, recimo, tako. Tako da pari morajo to vedeti, da lahko to zgodi, ampak spet komunikacija, da ne bo potem kar... V ceniku, da je to tako. Da je to določeno, ja. Da bojo kar rekli na koncu, ne dovoliš, ne, pa še 20% gor. To je že vse vnaprej izmenjeno, ne? Ja, samo mora pa biti jasno že med samim predporočnim delom, mora biti to že vse jasno. Le, ki me je, ne vem, o plehtaru ali pa karkoli, le kaj zdaj moram pa še dodatno plačati ali pa na to, ne, in je brez veze komplicirati. Se pravi, res ta komunikacija, ki že vsi dobro poudarjamo, mora biti z osnovni porodniki slele, ker se pa gre fotografij, pa javnih fotografij, pa na socialnih omrežjih mora biti pa še to boljše. Se pravi, pravico dati neke pogoje in če pač se klient strinja, potem je to to. Tako. Jaz sem zdaj tako, jaz vem, kot si že Ana, ti zelo dobro načela. Vsak fotograf je v nečem dober. Ne, recimo, jaz vidim, ko že sama vidim fotogalerije, točno vem, kje je kakšen fotograf, recimo, da je mogoče malenkostno peša, redki ste, ne, tukaj sta oba dva, ki sta dobra na vseh področjih čez celoten dan, redki so, ki to obvladajo, ene pa točno vidiš in točno na teh, če bomo šli zdaj gledati socialna omrežja njihova, bojo ta model zelo poudarjali, tistega pa sploh ne boš najdel.
In jaz, ko sem na sestankih s parom predhodno, mi gledamo te socialne mreže, ker praktično je najlažje dostopati do Instagrama, do Facebooka in tako naprej. In ko Instagram je še vseeno malo lažje, ker imam takoj fotke na razpolago in takoj gremo čez. In tudi pari že sami opazijo, zakaj pa on nima te slike. Tako da jaz imam občutek, da že fotografi kar sami malo, kljub temu, da tega po moje zavestno ne vedo, da počnejo, si že naredijo malo tako, kako bi temu rekel, tukaj sem dober, onih fotk pa ne bom objavljal, ali zaradi tega, ker so te portretne toliko lepše, zaradi tega to toliko se teh objavlja. Tole se super navezuje, ker smo imeli z Ano čez vikend in pogovor na tole temo, se ful dobro navezuje, pa če dovoliš, Ana, bom kar tukaj dodal, no. V bistvu navezuje se, da tle smo vsi skupaj malo zavedeni, niti nismo zavedeni, no, ampak zadeva je taka, da določene stvari na socialnih omrežjih enostavno ne grejo skozi. Enostavno ne grejo. Pač ne vem, zakaj tako je. In recimo, če je neka stvar, da je vizualna, lepa in da privlači, predvsem ne veste, da privlači v bistvu najbolj, pač ne veste, vemo, da so tiste, ki najbolj spremljajo to, močki je res majhen procent. In v bistvu avtomatično so določene stvari bolj favorizirane in ti v bistvu dosežeš več riča, dosežeš več ogledov, dosežeš več lajkov in v bistvu cel boosting ti bolj ne in pač tako emocionalno se ti zdi in več normalno tega pokažeš. Medtem, ker pa določene stvari, sploh recimo neke dokumentarne, pa dejansko čistih Instagram ali pa recimo kjerkoli socialno mreži čisto zabremlja. Na nek način, da bi znal te algoritmi, da bi znali brati slike, čeprav jaz upam, da še ne, no. Da še niso to govorihni, ker če ne, se nam slabo piše, no. Ampak ja, v bistvu dejansko tako v bistvu in se pa tudi na podlagi tem, kad nekje dosegaš nekje dobre rezultate, avtomatsko tudi objavljaš več enakih stvari. Ja, tako nekako je zaradi tega, no. In pa v bistvu dajmo čisto največkrat so to pač portretne slike, no. Portretne slike, ki nekako najbolj pridejo skozi, no. Saj pač iz moje strani, kar vidim, no. Jaz se ful trudim druge stvari objavljati in vem, da je v bistvu ful pain in the ass, no, po domač povem. Ful težko je doseči neke dobre rezultate. Ja, tako da jaz mislim, da je miks bojega in to, da mora biti tako, ja. Potegnejo gledalce in katere ne, pač avtomatsko začneš objavljati bolj te. Po drugi strani pa sigurno, če greš pogledati na spletno stran, ne bojo pa to gledali, katere fotke so bile uspešne na Instagramu, ampak bojo pač gledali iz galerije, katere so bile najlepše. In pol lahko tam hitro vidiš, katerih se jih je mogoče malo izognil, katere je dodal in tako naprej. Ker še kar poroka je celota, ne? Poroka je celota, od priprav do žura, pač kolikor je žur, no, pa priprava. Recimo kot celota, kot mora biti zajeta, no. Ni samo en del dneva. Ne, vse to imamo vsi, ki se ukvarjamo, pa kjerkoli damo na Instagram, pa na socialno mrežo, to nam številke so nam popolnoma jasne, ampak vi morate tudi vedeti ponudniki, ko smo mi organizatorji na sestanku, mi gledamo vaše socialno mrežje, ker je najlažje. Ne gremo niti na vašo internetno stran, ampak gledamo, ker je najlažje, jaz tam Instagram odprem in takoj vidimo in takoj prepoznamo stile, ful so dobro videti, to je meni ful fajn ta Instagram, zato ker imaš fotko na fotko, ampak pol te pa avtomatsko podzavestno te začnejo sprašati, mislim tako, ali pa se oni sprašujejo, ker jih že kar vidiš, ker nekaj tako razmišljajo, ne, da je mogoče kakšna fotka manjka, to je tako, kot prej, mislim, da je zanj Neža vprašala te skupinske fotke, pa tako naprej. Se pravi, te manjkajo, ampak tukaj smo že prejšnjič odgovarjali, se pravi, da kdo noče biti ali pa karkoli. Ampak tako da fajn je pa včasih, kljub temu, da bo mogoče nizka številka všečkov, kakšno tako dati v mislih, da rečemo, super, se tudi to slikajo ali pa nekaj, ne. Vemo pa, da take slike ne bodo dosegle ful lepe številke. Ampak zame... Bereš fotografijo na podlagi Instagrama, je kot da bi kupil v bistvu poročno obleko preko interneta. So tudi take stranke, ampak tudi se zavedajo, da riskirajo. Velikokrat pa se pač pari ne zavedajo, da riskirajo tudi isto pri fotografu, ne. Zato je večina, ne vem, vedno šla, bo pogledala na internetu, najdla spisek par oblek, ki jim je všeč, ampak pa bo vedno mogli iti probati na sebi. In isto je fotografija, ker fotografija je še bolj osebna kot sama poročna obleka.
Moraš začutiti stil, osebo in jaz se ne bi igrala tako, da bi kar na blef izbrala nekoga, ne? Pri tako pomembni stvari, ker res si cel dan z nekom v stiku, pa pred poroko, pa po poroki, tako da, ja. Zdaj tako Slovenci, kljub temu, da imamo ta socialna, pa da najdemo na socialnih omrežjih pa na internetu ful ponudnikov, da v večinoma še delamo pa v principu priporočil. Kaj pa vidva s tem, se pravi šosenj, a vidva, ko nekdo, recimo en par reče drugemu paru, ja, ful je bil dober fotograf, a ne? Šosenj, pol se morate dobiti in tako naprej. Jaz vseeno priporočam, da se moramo šosenj dobiti, ker lahko jaz z unim parom se ful ujejo, tle se pa novite tako, a ne? Tako da jaz, moje mnenje je, da se morate dobiti, pa še vidva povejte, kako je. Ja. Osebno, ker je začela preko priporočil, zato ker so me videli v akciji, ker so videli slike. Največkrat dobim neveste, ki so že bile na določeni poroki in so doživele poroko in so pol videle rezultat. Tudi te poroke, ki imamo v tujini, so se skoraj vse zgodile tudi na tak način, ker so pač, ne vem, tujci na slovenski poroki, videli me v akciji, videli rezultat in so hoteli najeti. Tako da še zdaj, kljub količini porok in vse, ki jih imam, je še vedno velik del strank, ki so pač preko priporočil in preko videli v akciji, ne? Je to kar 70% tega, bi rekel. Ja, pač ne bi rada v koži neveste, ker je res težko se odločiti, ker je poplava in tudi na splošno fotografov je vedno več boljših, ker je logično, ker se lahko ful hitreje naučijo, tehnologija je bolj dostopna in je avtomatsko se mi zdi nivo se, če gledam 10 let nazaj ali pa zdaj, se je ful dvignil. Da več kot toliko, tudi se moraš prav potruditi, da najdeš slabega fotografa, če tako rečem. Ja, dejansko je res, dejansko je to res, jaz se prav spomnim, ko sem začenjal 15 let nazaj, v bistvu ni bilo, nisi se mogel naučiti dejansko z tega praktično nič, ne. Imel si, ne vem, en ameriški forum je bil in tam smo vsi začeli, ne, ponavadi, tam smo izhajali, ampak zdaj pa v bistvu karkoli odpreš, imaš tega poplavo. Se pravi, lažje, ne? Ja. Ful. Se pravi, še vsem bomo se s parom, vsaj slišali, dobili pred poroko. Ja, ni tako, da sam, ne, podpišemo in tako naprej. Ne. Zdaj pa, če pogledamo skozi okno, ne, in da se na poročni dan takole zgodi, ne, bojo zelo lepe, se pravi, poročne slike, par res, ne, zelo skrbi Petra, kaj če boš na poroko, kakšne bodo moje fotke. Evo, zdaj, Aleks, zavrtela bom tvoji 4 slike, pa malo komentiri, ko boš končal, bom pa šel od Ane, tako da lahko pari še vidijo, da fotke na poročni dan, če dežuje, so še vse fenomenalne in top. Jaz bi lahko kar komot rekel, da je to poleg cene drugo najpogostejše vprašanje. Kaj, če bo na poroki dež, kako v bistvu takrat postopamo? Tle spet prijemo do tiste komunikacije, ko smo jo že tukaj omenili. Vsak fotograf ima pač nek svoj način, kako bo pristopil, ne. Eni se znamo pač na hiter, v bistvu na snap dejansko prilagoditi situaciji, eni pa pač majčkeno drugače pristopajo. Zato je spet dobro vprašanje glede celotnih galerij. Je tudi fajn, da se pač zraven povpraša, če je kak slučajno, ne, če je slučajno kakšna galerija cela v slabem vremenu, no, in se iz tega najbolj vidi. V bistvu, kje je problem pri samem poročnem dnevu v dežju, je problem v tem shootingu, no, kako se ga lotiš, pa kako se ga spari. Tle je v bistvu zelo dobra ta pač komunikacija, pa poznavanje oziroma majčken researcha prej, da je naredi vsak, kje se poroka odvija, ne. Zdaj, če je poroka predvidena za piknik, pa da ni nobena streha, je velik problem. Je fajn nek backup, ne. Drugače se pa skoraj vedno najdejo neke rešitve, ki se tekom dneva popolnoma različno poroko od poroke se pač prilagaja, ne. In imamo, tako kot smo tle videli na sliki, imamo zelo pogumne pare, ki v bistvu bojo naredili vse za dobro sliko, kljub dežju, ne. Imamo pa določene, ki pač zatarokirajo, kaj dež, no. In takrat smo pa pač tudi malo psihologa, moraš biti, da jih majčkeno prepraviš, da ni tako hudo, ko zgleda, pa smo tekom dneva prilagajali situaciji, naredili mogoče, ne vem, 5-6 tistih
minutko vzeli za različne slike, pa jih samo tam izkoristili, bodi si na lokaciji, bodi si izmarelo, da gremo ven, pa rečemo, ne vem, za 2 minute, dajmo stran, za minuto, naredimo par slikic, pa nazaj. Pač na ta način nekako se probamo prilagoditi čim bolj, kot se da. No. Je pa res to eno tako vprašanje, ki je v bistvu maske mora biti. No. Vedno ga je treba, pač, vkolikor ga fotograf sam ne začne, v bistvu je zelo, zelo pripočljivo, da ga v bistvu pari vprašajo sami. No. Evo, Ana, je pa še nate, oziroma tvoje slikce? Ja, jaz mislim, da pri poroki se pač vedno je treba upati na najboljše, ampak se vedno pripraviti na najslabše. Je vseeno tako, da večinoma ne dežuje cel dan, tako da vedno najdemo tistih 20 minut, da gremo v bistvu na fotografiranje. Mogoče smo imeli prej si rezerviran čas za zahod, zdaj bomo pa pač to naredili enkrat prej. Zato je tudi fajn, da je urnik, mogoče uspemo malček prilagoditi, kaj zamakniti. Ne? Zato, ker če kaže, da bo, ne vem, celo popoldne deževalo, smo že imeli tak primer in smo potem se s parom zmenili, ja nič, pač bomo imeli first look, pridite 1 uro prej, bosta ona dva se pač prvič tako sama videla, bomo šli na shooting in potem bomo šli nazaj na obred. Tako da danes pari so tudi dosti odprti za te ideje, ni več tako tradicionalno, da te mora obvezno pač partner videti na obredu in to nam ful olajša delo. Ne? Tle recimo na tej sliki smo ravno vse so pripravili za met zunaj razrez torte in je začelo deževati. In že so hoteli vsi zbežati nazaj, so rekla, samo sekundo, to bo magic, ostanite tam. In smo v bistvu to slikco naredili v 1 sekundi, ker tle se pa res prav ulilo. Ne? Ampak tako fotko mislim, da lahko rečete, da ste skoraj edina na svetu, ki jo imata s torto in z dežjem. Ne? Ja, dež je vedno unikatna stvar, ne? Vedno vsako zgodba še bolj unikatna pride ven, med deževnim. Je pol fajn, če je napoved slabo, da se da kakšno stvar prilagoditi, zato da vseeno uspem, sploh če recimo paru ful pomemben ta romantičen del, da se prikaže lokacijo, da sta ona dva sama, pol je fajn, da se mogoče lahko urnik malo premakne, da naredimo to prej, ali pa sem imela par, ki je to naredil recimo en dan pred poroko, imela sem tudi par, ki je iz New Yorka prišel, ker je pač 1 leto prej se poročil na Bledu in je tam dan ful deževalo in nekako sta začutila, da nista doživela poročnega dne in slik na tak način, kot bi lahko. Jaz sicer takrat nisem slikala in ko sta prišla čez 1 leto nazaj, sta najela mene, vizažistko, pletno, spet sta se oblekla kot ženi in nevesta iz New Yorka, pa sta prišla in se še enkrat pač smo poslikali okoli Bleda. Ne? Tako da tega je ogromno in vsak, pač to, kot smo si ljudje različni, to je lahko različnih idej, ne? In nam je itak interes, da ugodimo pač želje čim več nevestam in ženinom, tako da smo pripravljeni na marsikateri triple salto narediti v dežju. Ne? Tukaj sem sam, Grega je poslal, da sta top fotografa, tako da uživa v našem klepetu, tako da hvala, Grega. Kako se pa vidva soočita? Dež, jaz sem zdaj dolge lesene. Prej sem bila si tako eno slikala, pa make-up, kako je to? A to pol ti kaj izbrišeš, če meni tako dol teče, ali taka stavljama, Aleks, isto? Make-up itak že bod odporen, ker vzamejo vse vizažistke v zakup, da bo neveste jokale, ne? Tako da ne drugo. In v bistvu bolj kot dež je nevaren pot. Ponavadi imamo več problemov z make-upom takrat, ko so neveste prepotene zaradi vročine, kot pa v dež. Zdaj, če je napovedan dež, je fajn se posvetovati s frizerko še za kakšno alternativo, ker seveda kodri ne bojo zdržali cel dan in ko se zmočijo. Razen, če je res pač določen tip las, ampak to se da vse s frizerko zmeniti. Frizerka vam takoj rekla, tvoj las ne bo zdržal tega, ne? In zato je mogoče fajn, da se vzame backup nekaj na pol spetega, zato da potem ne bo čisto uničeno vse, ali pa da se vzame sabo pol še fen, pa kodralnik in se malček poživi te kodrčke, ne? Drugače pa je pač psihološko, ko dežuje, je ful naporno za vse. Je stresno, je sigurno stresno, že samo zaradi zvoka, zaradi ko smo mokri. Sigurno ni najbolj idealno za nobenega, ampak pol je samo od para do para odvisno, kako bojo pač to vzeli. Ne? In so neveste, ki pač ne bojo naredile niti koraka ven na mokr asfalt, so neveste pa, ki bojo pač rekle, kaj naj, bom zdaj zaradi tega. Naredile pa vse za dobro fotko.
vse to je to. In smo že njive blatne in vse naprej. Pa pač rada, da se pač neveste pol pripravijo, veš, da ne grejo mogoče v čevljih, ki so jih stale 1000 evrov s tistimi petami, ker res ne bojo šle. Jaz jim ne bom dovolila, da grejo v blato z njimi čevlji. Zato jim pač vedno rečem, vzamite nekaj za se preobut, nekaj s platformo, zato da ne ostanete pol s petami nekje v nekem blatu, da pač vejo, da bojo mogoče mogli, da bojo najbrž mogli doplačati čistilnico, dražjo, in pač nekaj več stvari bo treba pomisliti in se pripraviti, ampak enkrat, ko jaz vedno rečem, če imaš srce če imaš sonce v srcu, je pol sončno povsod in se imaš lahko fajn, ne? Ja, pa tudi deževne poroke so ene, v bistvu zgodbe same iz deževnih porok so ene najboljših. To je pa, ne vem zakaj, neki magic se zgodi, je res, dobre so, no. Ampak ja, seveda, tako kot je Ana isto omenila, če par v bistvu to za dobro stvar vzame, no. Tle pa res ful na nas, da v bistvu jih tako umirimo, pripravimo, da če dežuje, ni to konc sveta, no. Da se da ta stvar lepo spalati. Petra, ko si pokazala tiste nočne fotografije z dežjem, vadi čez dan, ko dežuje, jih vedno potolažim če ne drugo, boste me tako nočno. In pol neha deževati po noči in pol. A to? Po noči bi lahko deževala še. Ja, to se va rado zgodi, ja. Takrat, ker rabiš, da ga ni več. Ne, sej jaz, pri meni je tudi tako, da pridejo, ne veste, Petra, kaj, a se greva slikati, a se ne greva slikati, kaj zdaj, kam grejo svatje. Jaz tudi še vseeno rečem, lej, fotke v dežju so top. V skrajni sili včasih imam jaz tudi, ko vem, da bodo kakšne škorne ali pa karkoli v avtu, rečem, lej, jaz škorne imam, vzemi, hodi, saj to, da boš ti tiste fotke imela, ker še vse in te portretne so v dežju tudi top, pa z lučjo do zadja, karkoli, to se zdaj lahko malo pogovarjamo, zdaj kako imate vi še te luči, ker jaz, zdaj bom pa tisto tako iz sebe izhajam, ne, jaz sicer imam zelo rada dobre fotografije, pa vem, da fotografi boste naredili vse za fotografije, same pa mi je pa ful čuden, ker se mi na porokah dogaja, ne z vama, ne, da mi pridejo z unim, dajte mi povedati, kako se tem sploh reče, studijskimi hiši. Ja, v bistvu videolight. Ja, pa pol pa neko kabel vlečemo, ker rabimo elektriko in pol par niti ne more biti sproščen, niti ne moramo iti daleč, a ne. Jaz sem na začetku, ko sem eksperimentirala leta nazaj s svetlobo, kaj vse lahko dosežem, sem recimo imela dežnik, ta difuzor s sabo za določene efekte in se je splačalo, ker so bile res fotografije fajn, ampak sem hitro ugotovila, da je preveč energije, preveč vsega, zato da vse to nosim okoli in probamo vedno narediti tako, da je čim manj opreme, pa še vedno, ko vidijo mojo opremo, sploh za žure, ker nosim s sabo stojalo pa fleše z geli, zgleda ful opreme, ampak ne vem, jaz rajši imam za rezervo določene luči, ker nikoli ne veš, kaj bo, včasih lahko kakšna luč reši kakšno drugo situacijo, mogoče make-up artistko, pa je pač pol to prižgeš, ampak ja, se mi zdaj pri poroki vseeno mora biti nekaj, kar je hitro, funkcionalno in da ne jemlje toliko pozornosti, ne. Ja, da te ne zmatra čez cel dan, ne, da nisi še tega stresa še bolj če težje delaš. Jaz v bistvu včasih sem res imel ful opreme, zdaj imam pa probam čim manj. Na torbice in aparat pa je to. V bistvu luči, kot je Ana rekla, za vsak slučaj morajo biti. No, saj za domače poroke tle po Sloveniji, pa tam, kjer se gre pač lahko z avtom, imamo s sabo marsikaj, ne, studijskimi lučmi, pa tako, kot si rekla, neke velike kable, pa neke velike zadeve, to pa ne, to pa si ne predstavljam še s tem delom. Ja, se ne vimo, kako so jaz še ten ponosen, pa vse sorte ustvarjam, ampak vse za dobro para, pa vse za dobro fotko. Ampak včasih je pa a veš, če ima on to opreme, ker, veste, fotografi ful razlagajo, kaj ima vse sabo in tako naprej, par misle, ker ima to tega, to bojo fotke fenomenalne topa, ne. Tako da treba paramo razložiti. Se lahko tako, se nikoli veš, ne moraš oceniti tega platnic, ne. Ne, tako da je parom treba razložiti, zakaj je določena oprema, pa kaj se uporablja, pa moje tudi, da no je pa rekli, zakaj pa nimaš unga, ne, sabo, ali pa, ne vem,
A veš, tudi to je treba po mojem param povedati, le jaz pridem s tem pa s tem, to imam to pa tako naprej, a ne. To je zelo enostavno rešeno, te stvari je zelo enostavno rešeno, če se v bistvu naredi večina fotografov, jaz kar poznam več ali manj, ima v bistvu že kar nekaj vprašanja in odgovorov naprej pripravljene in tam na hitro odgovori, da za primeru slabe svetlobe bomo mi poskrbeli za dodatno svetlobo. Super. Ne mislim zdaj, da bomo cele lajte postavili, to nekaj ni šans, če moreš, nimaš časa za to, ampak ja, pač neki danes se res dobijo take lučne univerzalne stvari za zelo take pocket variante, dajmo reči, žepne variante in lahko si zelo, v bistvu si dejansko se lahko pomagaš s tem, no. Od flashov do pač te video light, ki so malo manjše, pa te stvari, to lahko enostavno rešiš marsikaj, no. Ne, jaz sem to, ko se gre, ker včasih delajo oči, ne, in mislim, tako, ko misliš, več opreme bo imel, še bo, sreš, čist psihati včasih. Ja, razumem, ja. Meni se reči, on bo imel tisto samo. To reši sliko, ker dosti krat pač so svetlobni pogoji posebni in enostavno z tvojo lučjo lahko res rešiš situacijo, ne. Tako da... Recimo, če se zdaj tle samo navežem, dosti fotografov nosi, recimo, pa bom samo eno tako manjšo stvar povedal, odbojnik s sabo, no. To še kar dosti vidim, da nosijo, tudi, ko pridejo na workshop k meni, jih veliko reče, da delajo pač z odbojnikom, ker je res neka taka pocket varianta, noben ga ne moti in si pač s tem pomaga. Ampak tle ful odvisen pač od tega stila, tako kot sva prej Zana omenila, da v bistvu je zdaj danes res toliko široka množica različnih fotografov, ima res v bistvu vsak nek svoj pristop, nek svoj pristop k samem delu. To je spet, se spet lahko navežemo na neko komunikacijo, da je fajn prej, da se o tem pogovorijo. Ker da ni par poli v šoku, jaz sem slučajno zvedel za eno varianto, ki je v cirku z dronom leto, no, in so bili vsi tako v šoku in je bilo tako zelo neprijetno. Taka stvar, da se ne zgodi, no. Ne, jaz sem tudi recimo prav odbojnik, pač seveda tudi imela, testirala vse. In je razlika, ker pač eno je, če daš ti z naravno svetlobo, eno odbojnikom ali flashom, in je to nek dodatnega, ja. Ampak na dolgi rok se mi ni izšlo. Tudi zato, ker ponovadi z odbojnikom ti pol še bolj poudariš to, da je nekdo poten, ker se še bolj šajnajo. Zašajna. Ja, in sem v bistvu ugotovila, da v bistvu ta efekt mi povzroči več problemov, kot pa... Imaš v postu še več dela z obdelavo, pa efekta od samega odbojnika. Ja, priznam, mea culpa sem hodila. Ja. Mi se učimo. To je v bistvu naloga vsakega fotografa, ker poročna fotografija, jaz vem, da imam v bistvu določene fotografe, ki z novinarskih smeri izhajam, je določene, mi smo ful tako underrated, ful tako na poroke slikate, ampak če pa pogledamo kot poročna fotografija, je pa tu zmnožek vseh možnih stilov fotografije v en dan, v en dan. V bistvu moraš biti dejansko, ne more reči, od editoriala do žurnalističnega, do dokumentarnega, športna, evo to, po imamo še dež, recimo, še v različnih pogojih in je res ena taka različna, v bistvu skupek različnih panog fotografiranja. Tako da v bistvu dober fotograf je šlo čez vse, od opreme, da je lahko mi v avto spravil, do tistega, ki zdaj dela z enim aparatom, Da si res v bistvu, da si nekje, tudi s tem si nekje ustvari svoj v bistvu prstni vtis, ki ga pustiš v stilu. Dejansko, da se ve, da si to v bistvu ti polje. Zdaj bom pa čisto, ker si lih navrgu si malo. Se pravi, rekel si ocena opreme. Koliko je to? Mislim, jaz si ne znam predstavljati, koliko fotografi realno cenovno nosite s sabo. A je to... Tako da ne bom povedala. Ampak se je bolj plačal krast avto, ko moj rucak. Ne, ker se mi je že zgodilo, da so pač, vi morate vedeti, da na porokah se kdaj ti zgodi, da kaj kradejo in so fotografu so vdrli v avto, in samo par stvari vzeli, Tako da nekateri fotografi zdaj zato so zaradi tega tudi manj nosijo sabo, eni imajo one kufre, ki jih prevežejo na radiator. Pa so to in res in jaz včasih mi tako reče, Petra, glej na un kufar, Tako da jaz sigurno vem, da te zadeve niso poceni in da to vi kupujete, na koliko časa vi kupite nov fotoaparat? To je na 1 leto ali na 2 leti? Mislim, da ga pijemo.
Ko ga razbiješ, pa koliko v bistvu fotk narediš. Eni objektivi, recimo, res ful dobro, so res kvalitetni, so dragi, po 2000-3000 evrov. Te bo zdržali 10 let komod, zato ker valjda ne delaš s njimi in to je pač taka kvaliteta, da če res ga ti ne uničiš, ga ne rabiš menjavati, ne. Pri kamerah pa je tako, da pač vseeno moraš, zato ker so spremembe, ki jih uvajajo z novimi modeli, res velike, ne, in seveda hočeš ti tudi tvojo kvaliteto dvigovati, pa postajajo lažji, pa imajo več pikslov in tako, in v bistvu za nas to vedno je lažje pač kupiti novo opremo, ker veš, da ti bo to olajšalo pol tudi delo za naprej, ne. Cenovno je pa kar recimo 10 naprej 15, no, tako nekako, je kar hiter se nabere, no. Ja, ker vsak zdaj misli, imam fotoaparat tam iz ne vem kje, za Jurija pa pol, wow, jaz imam tu še ful hud oprema, jaz lahko slikam po roke, ne. Zaradi tega sem rekla, da to pač moč med reči. Recimo, če imamo 2 kartici v kameri, zato da pač dela backup na eni zapisuje, na drugi dela backup, že samo kartica lahko 250 evrov. Ena, jih pa rabiš 2, recimo, če imaš backup, torej 4. Zdaj imam občutek, da že v večini tako imate zdaj 2 noter, zdaj redki fotografi so, da res delajo, kako je bilo včasih. Ne, ni čisto, naredi po Nikon, pa Canon naredita tako ful fajne nove modele, pa dajo eno kartico noter, ne. Se zgodi, ne. In pač prije do tega, sploh zdaj, ker se v bistvu gre ta brezrcalni sistem iz v bistvu starih zrcalnih zadev gre v brezrcalne in lih tukaj so dali, v bistvu so pozabili dati še eno kartico, če se jo narabi. Se bo počasi. Zdaj, z novejšimi modeli spet pridejo noter, ne. Ampak v bistvu te zadeve so danes, meni se še ni enkrat, da bi kartica trhla, no. Prej je večja možnost, da jo fotograf zgubi, da mu kam pade, kakor da bo sama kartica crkla. Ker tudi, če je v bistvu karkoli z njo narobe, jaz sem jo že tudi v pralni stroj dal, pa s njo pa v bistvu ven vzel in je še delala normalno, ne. Nisem jo valjda nisem jo imel na porokah več, valjda, ampak dejansko dela je. Mi hočemo resiti in tisti enkrat, da ti crkne kartica, pa nimaš backupa in je dovolj. Zato je backup v bistvu tako, da si pomirjen, pa da si v bistvu na nekem safe zone pri samem delu, da nimaš še s tem skrbi. Jaz sem zdaj pa tako, no, če bi se slučajno, se pač vprašanje zgodilo, a se da to rešiti, ali pol par brez. Tudi se da, vem, da so dali tudi kartice, pa diske, reševati v tujino, tako se to da rešiti 100-500 evri, odvisno težko. Sem to se še ni naredil, da bi čisto crkla zadeva, no. Se pravi, sem... Ko smo zdaj govorili 2 fotografa, ker vseeno pol imaš vsaj še drugo... Vsaj neki backup. Sem že imela pač primer, sem slišala, ko v bistvu nevesta je pač fotografinja zgubila vse slike, ne vem, zakaj je šel disk, karkoli, in je pol pač nevesta bila ful vesela, da je imela vsaj še snemalca, ker je pol v bistvu pač imela video in pol je še njega prosila, če je naredi screen grabe, da je vsaj neki material imela, da je lahko slikala in je pač imela, ne? Ni vrhunsko, reši pa stvar, ne? Reši pa stvar, ja. Ok, spet smo zdaj... Če bi se to zgodilo, če prije od tega, kdo zdaj to rešuje? Mislim, jaz bi rekla, da mora to zdaj fotograf sam na svoje stroške rešiti. Ni to zdaj odpara. To je stvar fotografa. A pa to je... Jaz psihološko, jaz tega ne bi rada vedela, da se je to zgodilo. A to je fotograf dolžen povedati, da se mu je to zgodilo ali... Odvisno od poguma. Ja, v bistvu dolžen je v vsakem primeru povedati, ne? Ampak v kateri fazi, ne? V kateri fazi. Zdaj, če veš, da se bo zadeva rešila, boh ne, da se bi to zgodilo, v bistvu poveš takrat, ko si zihar, da je rešito, ne? Da bi pa neko paniko delal, to pa absolutno ne, no. To pa absolutno ne. Je v bistvu poli kasneje, zdaj tako, če se ne da zadeva rešiti, pač predstaviš, da se ne da, ne. In poveš, kje je zadeva, pač se prilagodiš, kakorkoli, najdeš dobro komunikacijo, se da vedno najti nekaj rešitev. Če pa veš v bistvu, da se bo dala stvar rešiti, pa pač na koncu, ko predaš, pač opišeš zadevo, no.
Najboljše pa nikoli opisati, pa je. Ker imam Ne, en mir. ja. Meni se je to enkrat zgodilo, ne, nisem niti pričakovala, me je fotograf klical, joj, Petra, ti si slikala s telefonoma, ne? Jaz tako, ja, daj mi pošlji fotke. Zakaj pa rabiš moje fotke s telefonom? Ne, in pač sem mu poslala fotke, pač določen moment dneva mu je falil, ne vem zakaj se mu to zgodilo, pa kako. In pač je rešval in pa je sprašal, če še vem, da je kdo fotkal ali s telefonom. Zdaj sicer se verjetno to fotografiji ne morete tako dobro obdelati, predelati, da bi izgledali, kot da je iz fotografa ali fotoaparata ali. Absolutno ne. Odvisno, koliko je tega, ampak malček, Ja. če imaš jih dve za zapomniti, nekako lahko z obdelavo. To lahko. Zdaj pa, da bi eno celo Vse pa serijo, ništa. pa težko. Se vidi, ne moreš tako obdelati, sploh pa, ker Je. jaz, ker nisem jih veš niti na fotoaparati. Telefoni so danes zelo dobra stvar, pa zelo v bistvu tako za normalnih pogojih se da dejansko narediš. Je bila prav ena primerjava, ki sem sam delal, sem v bistvu z iPhonom, pa z mojim sem naredil fotko v idealnih, govorimo v idealnih pogojih in dejansko ne moreš ugotoviti, s katerim je narejena. Ko jo povečaš na A4, pol pa razlika v bistvu kar skočila, ker so pač zaradi same globine. Zdaj pa, tako kot je Ana rekla, da je bila tu serija cela, pa ni šans, nemogoče. No. Ker sploh problem pride pri žuru, pri temnejših prostorih, v cerkvah, ker ni svetlobe. Tam pa v bistvu umrejo tudi še tako dobri pametni telefoni. Ne, ker včasih meni tudi, jaz sem na sestankih, jaz sem tam, jaz moram vse povedati, kako poroka poteka in tako naprej. In včasih mi pa reče, ja pa se za ti zdaj ne rabimo fotografa, tam imam tako tok mobitelov, tok tega stricov, pa prijatno bo, ko bojo to naredili. Ampak jaz se še kar vztrajam, da še vse mogoče bo pa, ker se mi je že zgodilo, da zdaj bomo pa prišli na temo fotograf je moj prijatelj, fotograf je moj sorodnik, da se mi je zgodilo, ker je bil fotograf prijatelj od nekoga, da smo imeli poročno torto, pač če si prijatelj, pač daj tudi piješ, pa malo piješ, da pač če stav v krogu, namesto da bi slikal, kako pa reže torto. Kako se pa vidva? A ste vidva kdaj srečujeta s pari, ki so imeli mogoče, da jih je prijatelj slikal, pa da hoče, da vidva obdelata slike, ali ste imela kdaj klic, da so bile fotografije katastrofa in da hoče ponavljati poroko od kakšnega fotografa, ali karkoli imata, kakšne izkušnje z tega vidika? Ana, Ja, začni. mislim, da sem imela izkušnje z nevestami, ki niso bile pač zadovoljne z izdelkom od fotografa in smo recimo z enimi parami smo tudi pač ponovili shooting, da smo še enkrat oblekle in smo šli, pač smo si izbrali en dan in smo se šli poslikati. In tako da to se mi je že zgodilo, nisem pa še slišala nekoga, ki bi imel probleme z, recimo jaz razumem, da pač nekdo prišpara in mu fotografija ni pomembna in zato pač ne boš vložil nekaj, kar ti je nepomembno. Tako kot jaz najbrž nikoli ne bom dala 2000 evrov za torbico, ker mi je to nepomembno, bom dala 200. In jaz to razumem, pač vsak ima svoje prioritete. Ampak dostikrat se zgodi, da lahko, da ljudje v bistvu ugotovijo, da jim je bila fotografija dejansko pomembna, ko niso zadovoljni z njo. Takrat pa ugotovijo, to pomeni, ko so fotke slabe, tako da na začetku se pa vsem zdi, da pač se fotkanje mi ni to pomembno, si kaj pa češ, da je to, in pač takrat jaz rečem, če si takrat to sprejel, če ti je bila cena bolj pomembna, naj ti cena še vedno ostane najbolj pomembna. In ni fotograf kriv, ni noben kriv, pač se nisi izbral pravega ponudnika, bodi vesel, da si prišparal in to je to je bil tvoj cilj na začetku in to je zdaj tvoj rezultat. Je pa, sigurno pa podpiram vse neveste, ki so kakorkoli nezadovoljne s tem, kar so dobile, da pač ukrepajo na tak in drugačen način, da se še enkrat poslikajo. Če gledaš ti celoten budžet, spet ni toliko, če ti najameš spet fotografa samo za shooting. Se pravi, neveste prišle iz New Yorka v Slovenijo, se še enkrat poslikati. Tako da pač vsak mora imeti neko prioritetno listo in pač ve, kaj je na njej in se pol poslično odloča. Tako da, kot sem prej rekla, vsak ima neke svoje ideje, neke želje in če najde naknadno nekega ponudnika, v katerega se zaljubi, pač naj ga naknadno bukira in naj ima tiste fotografije, ki si jih je vedno želela.
Se mi zdi škoda pa, da bolj ustraja z izdelkom, s katerim mogoče ni zadovoljen, brez pa, da bi mogoče ukrepal, da bi pač rekel, kaj lahko zdaj naredim iz tega. Ne? Naredim knjigo in jo pač ta bo oblikoval ful lepo in bom vseeno imela dober izdelek, ne pa samo zdaj to fotografijo vrstan. Ker sem mnenja, da lahko iz vsake galerije, če narediš boljši editing, v smislu, da zbereš slike, ki pašejo skupaj, lahko narediš tudi knjigo, ki bo ful lepa in bojo neveste zadovoljne z njo, zato ker ti veš pogledati in zbrati ven to slike, ki so fajne. Ne? Medtem ko pa nevesta se ponavadi, ki je že žalostna, se fokusira lih na tiste fotke, ki ji niso všeč, namesto da bi videla fotke, ki so ji všeč. Tako da lahko ti že samo s tem, ko oblikuješ knjigo in potegneš ven slike, ki so top, bo pač nevesta videla v bistvu je galerija ful fajn in bo zadovoljna s knjigo in vse. Ne? Tako da naj se vse bori za to, kar želi. Ne? Meni se glih to, kar je Ana zdaj rekla, se je zgodilo mi, v bistvu pa je bila lepa poroka, vse super in niso pač nista si mislila, da bo ta v bistvu, da ima fotografija sploh karkoli pomeni in nista imela fotografa na poroki, ga ni bilo. Bil je pa predviden žur poli, čez nekaj tednov kasneje je bil žur predviden in na podlagi sliki s telefonom, kako je bilo na poroki, sta se odločila, da se bo ta v bistvu prišla na žur v poročni obleki, naredimo shooting, pa pač se poslika žur posebej, ne. Ampak tu so šele v bistvu poli, ki so videli dejansko iz telefonov ven, so videli, da v bistvu kako je bilo, pa da ima le na koncu neki pomen, ne. Tako da ja, to je taka zadeva. Zdaj pa Neža postavlja spet vprašanje. Sta ga že prebrala? Ja, že. Imam tudi odgovor. Ja, evo, Aleks, ampak. Pogovor, spet je tle pogovor, zakaj, ampak res ta komunikacija je ful pomembna. Jaz lahko tudi iz tega ven spovem eno anekdoto, se mi je glih lansko leto zgodila, ko sem ene influencerje imel, ker sem v bistvu sreče bilo malo dlje, ni bil samo en dan, ampak dan prej smo videli, da imajo vsi v bistvu so imeli po 2 telefona v rokah, no. Po 2 telefona in kaj se je dogajalo, v bistvu niso se bolj s telefoni ukvarjali, pa z Instagram, fotkam, pa story, pa tako naprej, ker pa samo poroko. In meni je bilo takoj, pač tekom dneva mi je bilo jasno, da je to no-go, mislim, da je brez veze, da sem jaz tam, ker ni nič od poroke. Stopil sem enostavno do ženi, nam obrazložil situacijo, od tam naprej ni bilo več telefonov, noben več ga ni imel, ker jih je enostavno pobral. Super simple, ne. Drugače pa velikrat pridemo že na poroko, kjer dajo že tudi gor napis, da želijo, da svatje pospravijo telefone, da se v bistvu med samim, se moteč je v bistvu med obredom, se drugačni. Med obredom je najbolj moteč, ker glih ponavadi 105 jake ne smejo, pa še stojijo po pol ure tam, pa ne težko prestaviš, no. Tako da komunikacija, absolutno. Absolutno. Ne bi nikoli vzela pravice, kogarkoli okarati, ker je stopil meni pred kamero, ali tudi že stopili so mi na prst 1000-krat, ampak to absolutno, jaz nimam nobene pravice to narediti. Če mi kdaj kdo stopi pred kamero, bom naredila še en korak bolj levo, en korak bolj desno, malo nazaj. Mogoče ni trenutek bom zgubila zaradi nekoga, ampak bom imela pač naslednji trenutek. Oziroma, če si predstavljam, včasih meni je žal, da včasih ta vhod od neveste, ki bi lahko ta simetrija bila ful lepa, ta vhod bil čist lep, čist in potem zmotijo v bistvu to simetrijo svatje, ki stopijo noter, levo, desno in tako, ampak to jaz nimam kaj, tako pač je bilo, tako smo poslikali. Sigurno si bom vzela pravice, da jaz enemu svatu rečem, le ti tega ne smeš doživljati na tak način. Absolutno. Absolutno ne. Tle v bistvu je pogovor, tle sta v bistvu edina rodajna ženi nevesta, no. Jaz tudi nisem sojudan nobenega niti predstavil, niti umaknil, s tem pa v bistvu v takem primeru. Jaz sem v bistvu zadnje leto opazila, da niti ni toliko problem, ko pride nevesta, ker vseeno so nekako se držijo tistih klopcic. Klopcic, ja. Zdaj pojavlja problem pri metanju riža, ker noben več ne meče riž, vsi snemajo. Ja, to je res. Ja, to je res. To je več problem, ja. Porabi to deluje in tega nikaj pač snema, ne?
Ja. Zdaj, če je stvar toliko moteča, v bistvu se prej pač dogovor gre. Res pa, če zdaj več srečujemo teh napisov, kjer pač prosijo svate, ne, med obredom, ne, se ne fotografira. Definitivno pa tle se pa čisto strinjam 999,000% za eno, da fotograf nima pravice v bistvu nekoga tam ali umikati, ali predstavljati, ali tako bom rekel, vsak fotograf, ki je dosti sposoben, bo znal narediti korak v stran, pa dobiti čist clean shot brez tega. No. Se to imate vi? Samem pravico narediti, ko vidim, da so stoli prazni, ker recimo ni organizatorke, ker pač ponavadi organizatorka za to poskrbi. Jaz rabim svate, dajte se vse, bo lepša slika, ampak jaz ne morem zdaj to vsiljevati. Pa čisto rečem, če tudi dam za razmišljati, da ugotovijo, ja, v bistvu boljše, da se usedem, kot pa da stojim, da se zavedajo, kaj pomeni na sliki prazen stol, ker to je pač za sliko to se vidi, ko je prazen stol. In včasih so po cele vrste stolov prazne, zato ker ljudje jih je sram se biti v senci ali karkoli. Ne? In tlele, se jaz še upam reči, dajte se vse, da jim dam vedeti, da je to pač boljše, ampak sigurno pa ne bom ustrajala. Ne. Se to imate vi isti problem, ne sam svati, mogoče včasih je tudi da morate biti vi zelo dober, da govorim tudi s fotografi oziroma snemalci, da ste vi tudi usklajena ekipa, da en drugemu ne skočite v kader. To je isto kot svati, verjetno, ne? Ja, vse večinoma se vsi zavedamo, da skačemo vsem iz kadra ven. Včasih pač to rata bolj uspešno, včasih manj, po enem drugemu v kadru in si pol žvižgamo. Ja. Dobra sreča je to tako, da je v bistvu, da zdaj vsi se migamo, ne? Ni več tistih stacionarnih kamermanov, tako da ne vem, par sekund je tam in se v bistvu skozi migaš. Ne? To je dosti. Problem bi pa bil recimo pri kakem starem stilu, ne? Kjer se je ta velik stojav postavil, ta težka kamera nekje na sredino, tiste je pa bilo malo moteče. No? Ampak tega pa sreče z temi malimi kamerami zdaj ni in se tako smut lepo vse stučemo, tako da jaz osebno še nisem imel s kamermanom, da bi res imel težave. Jutro imam z Jonom pa z Alenom, imam jutro pogovor, tako načel pa Jon vas vmes pozdravlja, no, pa je rekel, da nas gleda. So tukaj skozi piskalo vmes. Zadeva je sem taka, da jaz vem, ti mladi snemalci se zavedajo, kako je to, ampak so pa na porokah tudi mogoče starejši snemalci, ki mi pa postavijo pred nevesto in hodijo celo pot pred nevesto. Jaz sicer povem, vsakmu, glej, s tem nisem še sodelovala, ali pa to so malo starejši, tako da tudi jaz prej pare pripravim, kaj se zna zgoditi na dan poroke. Ne? Se pravi, če poznam ponudnika oziroma če ga ne poznam, pa pač povem, da pač ne vem, kako dela ali pa karkoli, ampak da vidim pa pri teh starejših, da to je miselnost, tako kot ste prej začela razlagati, tiste stacionarnih kamer, pa unih kamer, ne? Da je to drugače, kot pa zdaj snemajo te mlajša generacija. Ne? Da je to čist druga filozofija, čist popolnoma obrnjeno. Ti ne moreš soliti zdaj pamet njemu, ti ga lahko samo prosiš, lahko pa sednič, ko bo taka situacija, mogoče za pol metra mi greš malo bolj stran ali takega. Zdaj pa spet, on mora tudi zagotoviti izdelek, ki ga zna zagotoviti. Moram zdaj jaz njemu pametovati 5-2 metra stran, če pol nima pravi. Ja, ker bo čist drugače, ja. Ja, ker ne bo znal, ja. To je to, ker so navajeni, ne. Ja. Najboljše je, da se najde člen, ki se najlažje prilagodi, no? Ki se najlažje prilagodi sami situaciji. Če vi že starejši, se mi nekako prilagodimo, majčkeno drugače pa v bistvu enako narediš. No? Ampak ja, spet tudi to smo pa že tudi zadnjič omenili, tako ker je z župnikom za nas zelo pomembna komunikacija, da se predstaviš, da mu poveš, kdo si in dela v tistih 2-3 minutah razložiš, je ponovno spet s kamermanom zelo dobro, da si prej 2-3 stvari izmenjaš, ne. Ja, pa tudi mogoče, jaz mislim, da dobite že zelo hitro tudi informacije, kdo je recimo snemalec na poroki, tako da tudi vi pol veste, ste lahko kaj zmenite, pa karkoli med sabo. Ja, tle tudi ogromno dela si med nam tako gre v bistvu iz naslova prej Good Words, se pravi priporočila. Ne? Tudi mi priporočamo vedno pač s tistimi, ki lažje sodelujemo, oni nas priporočajo pa tako naprej. Ja. Se pravi, zdaj za snemanje bomo potem še malo jutri z Aleno pa z Jonom. Zdaj pa tako, vajen končni izdelek, se pravi, par, po vsej verjetnosti dobi galerijo spletno,
Fotoknjige so pa vse dodatno. Kako zdaj s fotoknjigami, kakšne so to fotoknjige? Ker par je meni zdaj tako, Petra, je to album ali je to, ne vejo še točno, kaj je fotoknjiga, pa koliko je to obstojna, pa kako se to potem gleda, malo v fotoknjigah povejte. Fotoknjiga je v bistvu ona, ki ima v bistvu tako kot knjiga, ki je klasična knjiga, ki ima ta bik, ki je tako na hribček teren, ne? Te stvari, ki so pa v bistvu albumi, so pa te, ki odpreš, ki so flat, ki so rovni, no. Tako da med knjigo pa med albumom je razlika, no. Je razlika v sami izdelavi, no. V sami izdelavi. Kaj pa je bolj obstojno? Pa oboje je dosti obstojno tako, no. Oboje enako, ker se v bistvu ni čisto enaki postopek, ampak dejansko bi rekel, da je album bolj obstojen, zato ker tam gre pa knjiga, gre rad ta bik narazen, no, ta pač pregib, ko je poči, ne, zato ker je v bistvu predkor. Mislim, da je album tisti, ki lepiš slike noter. Ja. Ja. V bistvu ti gledaš, tako je album, ja, v bistvu to je album, ne, to je album, fotoknjiga še kar ostane, ne, ampak vse teh zalepiti pa mislim, da zdaj sploh ne vem, ali še obstajajo, ali so čist out, to pa res lepa še obstajajo, ne, še ne. Način, ki ga mi zdaj uporabljamo, ko delamo v bistvu kot storytelling, cele poroke, je mogoče to zalepiti in pridati v album, ker v bistvu dizajn, ki ga naredimo mi, je ful tako organski, narejen iz več slik, pa manjših slik, ena pomembna, pol manjše. Velika, ena manjša. Dajo nek akcent, razložijo zgodbo in v bistvu že način, ki ga imamo mi zaoblikovati, je tak, da bolj paše knjiga, ne. Drugače knjiga je ful obstojna, to so tako dobri printi, mislim, da še celo bolj kot kakšne slike, ki se spomnimo, stare slike, ko postanejo rdeče ali pa ko zgubijo pač nek ton. Ja, pa prstni filmi pa to. Ja, tako da knjige so ful se ne vidijo. Enostavno brišeš cotko, ki je zaočala očistiti in je v bistvu čist, ni več prstnih odtisov nikjer. Jaz sem en album doma, ki bo zdaj po mojem 8-9 let star, bil je že od zunaj na dežju, bil je v snegu, pozabil sem ga v avtu, padel mi je na tla ne vem kolikokrat, po prtljažniku sem ga premetavil, bil je na ne vem kolikih sejmih, album je še kar v bistvu dejansko skupaj in še kar tako, kot je treba. No. To je ful obstojna stvar. Ne tisto lepljivo noter. Ne lepljivo. Ker mi imamo album kot tako, si predstavljamo tisto, kar lepimo noter, a veš? Kar lepe, v bistvu, ja, ampak oboje je album, ne, oboje spada pod album, ne. Oboje je album, knjiga je pa tista, ki je pa v bistvu, kaj imam tle slučajno, imam poštno knjigo, evo, vse po isti princip, no, isti princip. Odpreš tako, pa v bistvu ta del tako ostane na bik, ne. To je spadala v bistvu razlaga, da je to fotoknjiga, no. Da je to fotoknjiga, pod album spadajo pa in te lepljivi in te v bistvu natisnjena zadeva, tako kaj je Ana rekla. Ja, samo v naših glavah je pa kar album, a veš, bomo smeli. Album, ker si bomo limali, ja. Tega pa sploh ne vem, če še, verjetno še obstaja, ampak je že nisem to videl. Leta. Ana, si hotela še nekaj povedati? Ne. Okay. Zdaj pa, koliko časa pa par čaka potem? A to se v Sloveniji delajo, ali to vi ga pošiljate ven? Jaz zdaj naročujem na Portugalskem, sem pa naročevala že v Sloveniji, v Italiji, pa še pri enih drugih Portugalcih. Pri nas zdaj je že ponudba taka, ki bi bila fajn pri nas, ampak takrat enostavno ni bilo te tehnologije za take gosti, ki sem želela delati. Jaz pač delam knjige 30x40 cm in ta tehnologija, zato da je lay flat, zato da ni tega vzgiba v sredini, da je pač kot preš knjigo cela ravna, tega pač pri nas ni bilo, je bilo omejeno na velikost in si lahko to delal samo z A4 in meni je bilo to absolutno premalo, zato sem pač pol prešaltala na tuje. Celotno na A4, odprt A4. V bistvu A4 je zaprt, pa ko ga odpreš, je pač 2x4, ampak meni je bilo premajhno. Ker ta mašina pač printa, mora pač printati polo, ki je pa ful ogromna, ne, in to je pač spet mašino, ki pri nas ni bilo.
Zdaj mislim, da tudi pri nas se to da, take velikosti delati, ampak zdaj smo se itak, to je pač ful težko presedlati na nekega novega ponudnika, ker se moraš vse naučiti, vse materiale na novo spoznati. Njihov program za naročevanje, za obdelovanje, cenik je cel labirint, da ugotoviš brez DDV-ja, z DDV-jem, toliko strani, dodaj strani, vzemi strani, daj, ja. Tako da enkrat, ko se z enim naučiš delati, tako... Strajaš. Po so pa tle še v bistvu, kar je pa še največja tista pika na i, je pa, da ima lahko kjer odstopanje barov in dokler se navadiš čist na, da se uskladite, pač mi kot naročniki, pa oni kot izdelovalci, spet potreben določen čas. No. Jaz isto uporabljam isto portugalsko podjetje, isto kana. Dreambooks Pro. Yes. Jaz tlele gor lahko karkoli povesta, tako da jaz nisem nič, kako že, brez reklama. Ne, če nek ponudnik pa kakovosten, pa kvaliteten, zakaj se ga pa ne bi izpostavili. Se pravi, jaz imam tudi knjigo od Dreambook, ne, pa imam še tako čisto zalepljeno, mislim, tako v foliji, ker niti ne upam, veš, imela tako, ne, tisti album, jaz sem se poročila 2007, imam album, se pravi, lepljene slike not in se že kar pozna, no, da je že kar malo strt, ko bom povedala, se pravi, od 2007, 13, moram pogledati, 2020, po 13 letih se pozna, no. Kako pa zdaj tako, imamo fotoknjigo, a par lahko zbira, kjere fotke grejo v fotoknjigo, ali pa to že samo oblikujete, kako je s tem? Jaz osebno imam dva načina. En ta, da mi da spisek slik, ki jih hoče obvezno imeti noter in potem mi gradimo dizajn glede na to, ampak to je malo nevesti za to, ker vseeno to dodatno delo za njih, tudi meni ti škoda, ampak večinoma pa naredimo mi dizajn in jim pol omogočimo, ne vem, toliko število sprememb, ne. Ja, mi isto naredimo v bistvu albume ima Irena Čes in v bistvu naredi predizajn albuma, kako zgodba zgleda čez cel album, se pošle stranke v predogled, pa se zamenjajo fotografije, če pač eni izrazijo ful želji, da se zamenja, eni probajo zamenjajo, pa vidijo, da je bil prvotni album boljši, ampak ni pa neki, ne komplicirajo veliko, no to pa res, to pa... Pa ni pravila. Jaz sem poslala knjigo v Ameriko, ker ne veste rekla, da ona to ne zna odpreti, da se mi zaupa, ti kar pošla. Ja, dokaj mi je odprla. Ampak veste, ko bo vsako stran želim vizijo gledati in pač to popravljamo. Ne moreš reči, da je obstajano pravilo za vse. Ne, ga ni, dejansko ga ni. Pa to je že v ceni, par plača, mora to, če so te popravki, pa karkoli dodatno še doplačati ure. Popravkov je v ceni, ne? Ja. Ok. Ja, zdaj tako, razen če se vama slučajno že kakšno, spet smo eno uro, čez eno uro, pa če radi klepetamo o tem, kar radi delamo, pa ker vemo veliko stvari. Če se vama slučajno še kaj odprli, kakšno temo, zdaj da jo spet nismo odprli, če ne bomo se pa še kdaj dobili, pa bomo še kaj povedali, ker vidim, da v poročni fotografiji se da veliko povedati, pa še po moje smo res še marsikaj spustila, ne. Tako da se bomo v video pogovarjali, tako da če se vam pa zdaj kaj kliknili, tako da je treba zdaj trenutno še kaj ful pomembnega izpostaviti, pa lahko izpostaviti. Ampak to bi mogli malo širšo temo, jaz bi samo tako rekla, da ker sem zadnjič razmišljala o obredih in da je to v bistvu del poroke, kjer mi res nimamo nadzora. Prijemo tam, je že vse naštimano, tako pač je, da v bistvu se dostikrat pojavi problem, ker si pari pač primerjajo njihov obred z ameriškim in v bistvu hitro ugotovijo, da to ne bo šlo skozi, zato ker so pri nas pravila še ful stara in je protokol pač tak, da ne dopušča Hollywood style porok. Zato, ker moraš imeti mizo, moraš imeti bel prt, moraš imeti zastave, alune male, alune velike. Pač 100 stvari je takih, ko nas omejuje pri temu, da bi tudi obred zgledal tak, kot si ga pač mi želimo in par želi in tako naprej. Tako da pač bi vsem predlagala, da malček tudi pomislijo na ta vidik, no, kje se da z kakšnimi upravnimi enotami se da narediti kompromis, in bojo dovolili, da se pač mizo da na stran ali pa da se uporabi neko leseno vintage mizo brez prta.
se lahko z vsakim, pač vedno je fajn, da se mogoče pozanima za upravno enoto, kje omejitve imajo, kje lahko popustijo, kje ne. Zato, ker je vse zato, ti zamisliš ful bogat, recimo tisti krog iz rož, potem pa hitro ugotoviš, ja, zdaj pa tle noter moraš slačiti dva uradnika, pa če še prevajalko, pa še mikrofon, zvočniki, to, no, da mogoče malo, v bistvu noben ne razmišlja o tem, je pa to ful pomemben del, če hočemo mi obred poslikati na tak način, ne. In istočasno, točno to, kar je Ana zdaj rekla na ta obok, planirajo vse skupaj, je izredno pomembno, da zraven pogledaš, s katere strani je sonce. To je pa res en tak za njih zelo v bistvu obremenjujoč del, ki naj ga pogledajo, ampak je v bistvu sem imel pa že zdaj kar velike izkušnje, da so v bistvu obok narobe postavili, ali so pa mizo pa stole sploh na prostem, ker so poroke, so postavili tako, da je v bistvu sonce šel med listje dol in je v bistvu sonce naredil v bistvu, ja, veš kaj, te je naredil, v bistvu, listi so v bistvu, sence so se naredile po obrazih, ne, in ker so obredi daljši, v bistvu sonce gre bolj dol in ona dostali, sta bolj nasvetna, bolj ne, tu so ne take res, tako se slišijo brezvezni detajli, ne, pa se ne bomo s tem ukvarjali, ampak na koncu je pa to v bistvu vidiš, da lahko naredi poroko ali pa pokvar poroko. No, zelo mehka stvar. Ali pa da pade senca na pol, da imaš ali pa pol, ne. Ali pa imaš pol ženina nevesta na svetlem, v bistvu priče pa v temi, ali pa svata v temi, ali pa glih kontra. No. Tu so ene take zelo malenkosti, vsi to se da danes zelo enostavno videti, kako in kaj v samem načrtovanju. No. Ali pa pagode, ne, se pravi, tisti šotori, zelo tudi hitro kakšno senco spustijo, ne, odvisno kako pade. Je pa res, da pač... Pravilih, da morajo imeti senco, pa dosti krat naštimajo še neke senčnike, ki pokvarijo totalno sceno, ne. Ali pa še slabše mi je, ko so na lokacijah fiksni senčniki in po tri sonca ga sam zaprejo in pa imaš tiste štrce na fotkah, ki je še slabše. Kot če bi bil odprt. Že boljš odprt. Napisi Laško, ne, Tubor, tako naprej. Ne, zadeva je taka, saj matičarje, mislim, to bi bil po moje en ful fajn pogovor še s kakšnim matičarjem. Zadeva je taka, da matičarji imajo določene pogoje, ki jih moramo mi zagotoviti. Pač jaz, hvala Bogu, sem že toliko v tem poslu, toliko časa v porokah, da veliko matičarjev že poznam in jim vse razložim, kako pa kaj. In traja, ampak načeloma mi moram trkati, res mi vse pustijo, tako da imam kar pridne matičarje, kdaj pa kdaj. Je pa tako, da pa rečejo že, lej Petra, jaz moram imeti senco, jaz moram imeti trdna tla pod nogam, jaz rabim mizo, če tega mi ne boš naredila, je to, ne. Tako da tukaj je ful težko, no, tako da sej z pogovorom pa komunikacijo, vse se da doseči, pa vse se da razložiti, ampak ne smemo pa tako... Pari zavedati, da je to ful problem in da če ti se trudiš neko kvaliteto obdržati in kot smo zadnjič govorili, da imajo vsi shranjene te Pinterest fotke in na Pinterest fotki, če grejo zdaj pogledati v te galerije, ki jih imajo, bo videti, da nikjer ni senčnika, da nikjer ni stola in vodi torbica od uradnika in zastav tudi ni pari. Reality je pa drug pri nas, ne, se pa čist drugo poli. Ja. Tako da, ampak to je spet za čist... Ja, če koga zanima kaj več, lahko pokliče, piše, pa bomo pomagali. Najbolj, da se še enkrat na to temo, pa še kakšnega dodam zraven, 6 jih lahko dodam, ne, tako da se lahko še 3 dodamo, pa se pogovarjamo o matičarjih. Ne, je res problem, no, in ti matičarji včasih dajo prav dan pokvariti parom in zaradi tega jaz včasih... Mi smo že skupaj imeli poroko, kjer je pač par rekel, ne, dajmo narediti samo ceremonijo, da ni ta uradna, zato ker hočemo imeti kot tako. Se pravi, da imamo simbolične poroke, ne, da imamo koliko je Pinteresta, ne, ker mene veliko pari vprašajo, oj Petra, zakaj pa tam na oni fotki ni tega, ne? Pa zakaj tle nimaš mize, vse to je po nas dovoljen, je pogovarjanje, ampak v večini so to simbolične poroke, ne. Ampak o tem leh spet naslednjič, ker smo zdaj že 1 uro in skoraj 10 minut. Tako da, Aleks, Ana, jako, Aleks, če imaš še ti zdaj, Ana izpostavlja matičarje, tako da, naslednji tork spet govorimo o matičarjih. Pač, da bomo včasih srečavati. Noben problem, mogoče pa še kje spremenimo na boljše, z veseljem.
Mogoče, Polno, protokol, Ja. samo to, da bi se Ja. mogoče posodobil. Aleks, imaš ti še kakšno, da ti je kaj kliknilo zdaj med našim pogovorom? Zdajle A, ne. Ja, tako da, dragi pari, ful hvala za prejšnjič, ki ste nas ful gledali, pa ful danes, bilo je čez 1000 ogledov, tako da upam, da smo vam res kaj pomagali z našim, se pravi, z vprašanji in z odgovori. Tako da jaz vas lepo pozdravljam, če pa imate slučajno še kakšno vprašanje, mi kar napišite, pa bomo z Aleksom pa Zanja še kdaj dobili takole. Mogoče tudi malo kasneje, mogoče nam bo tudi nam kakšno vprašanje padlo, ali pa zdaj, ko bomo spet začeli počasi poroke slikati pa delati, da bomo pol spet se spomnili, to mogoče moramo pa še povedati ali pa karkoli. Tako da za zdaj vas pozdravljamo. Čau, čau, čau. 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 Ciao.